Čas je, da nekdo udari po zdravstveni mizi in zagrize v zdravstveno reformo, tako zdravniška društva vsa po vrsti, ki s prstom kažejo na Alenko Bratušek, na premijejko. Od predsednice vlade Republike Slovenije zahtevamo, da se reforma zdravstva prične nemudoma. Med drugim reforma javnih naročil, ker so nemalokrat sporna, sumljiva, pisana na kožo posameznikom, vse prevečkrat odstira nekdanji predsednik Računskega sodišča Igor Šoltes, prepletena z zaslužkom posameznikov. Imamo primere, ko se je nabavljala draga medicinska oprema, pa so ti medicinski aparati, naprimer v nekaterih primerih še zdaj neodprti v kleteh posameznih bolnišnic. Odgovornih pa ni, kot jih ni za afero vseh afer operacijske mize. Še več v zgodbo pletena Tadej Štular in Marko Hočevar sta še vedno tam, kjer sta bila, na ministrstvu in onkološkem inštitutu, in to na odgovornih mestih. In zato je tu ostrina prvega sindikalista belih Alp v državi, Konrada Kuštrina. Vlada, ki je postavila kot svojo prioriteto boj proti korupciji, ne začne ukrepati. A kaj, ko vleče prav nasprotne poteze? Kako je sicer mogoče, da Simonu Vrhuncu, osumljenemu korupcije, podaljšajo mandat na čelu naše največje klinike in požegnajo ga, pozor, vladni nadzorniki? Zato je tu dodatna zahteva vladi. To, kar smo mi zapisali kot zahtevo, je klic po zdravem razumu. Še posebej, ker ima vrhunec denar za preplačano servisiranje miz, za zdravnike pač ne, za piko na i pa izbranim zdravnikom omogoča še zaslužkarstvo, ker jim dopušča delo pri zasebnikih. A glej, najbolj marljivim, tako kirurg Erik Brecelj, zakon to preprečuje. Zdravniki, ki pa manj delajo, manj ur opravijo v javnem zdravstvu, glavno teh težav nimajo. In lahko delajo torej tudi popoldne pri zasebnikih? Lahko delajo tudi pri zasebnikih. Kar pa je korupcijsko tveganje, tako današnje še sveže poročilo protikorupcijske komisije. In glej, z javnim denarjem plačani zdravniki so v pičlih 8 letih dodatno zaslužili kar 151 milijonov evrov, in to korupcijsko tveganih. In vse samo zato, ker ni pravega nadzora in tudi ne, razgrinja Tomaž Gantar, nekdanji zdravstveni minister, pravega interesa. Ker so priskledniki o imenih za voljo strahu pred tožbami ne govori, pač premočni. In čarobna palica je ena sama. Tu jaz ne vidim drugega izhoda kot seveda poenotenje stališč znotraj koalicije in osebni angažma bodisi predsednice zdaj ali pa predsednika vlade, pač kdorkoli že je. Bo torej koalicija enotna pri naslednjem imenu, ki bo sedlo za klavir in zagrizla v to gnilo jabolko, mu bo naklonjena, in bo to res Danijel Bešič Loredan, ki se s premijejko snide že ta petek zvečer?